10 let po izidu Izvirnika smo končno dobili tudi slovenski prevod romana Poletje, ko sem se naučila leteti, mednarodno uveljavljene srbske pisateljice Jasminke Petrović. V prevodu Klarise Jovanović in spremno besedo Saša Poljarevića je izšel pri založbi Malinc, kar pomeni tudi, da je besedilo oblikovano v skladu s priporočili za oblikovanje gradiv za bralce z disleksijo. Delo Poletje, ko sem se naučila leteti, običajno nosi oznako mladinski roman, a bi ga lahko označili za transgeneracijsko besedilo, ki bo s humorjem, subtilno obravnavo težkih tem, odličnim prikazom kompleksnih likov in njihovih usod, ter, ne nazadnje, zanimivo zgodbo in mojstrsko ubeseditvijo nagovorilo zelo različne generacije bralcev. Več pa v nadaljevanju s Sašom Poljarevićem, avtorjem spremnega besedila k slovenskemu prevodu romana. Z njim se bom pogovarjala Tina Kozin. Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Literarna matineja. Danes, kot rečeno, gostimo Saša Poljarevića. Sašo Poljarević, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo. Hvala vam za prijazen odziv. Glede na to, da sem v napovedi že povedala, o čem bo tekla beseda, predlagam, da začneva kar s predstavitvijo Jasminke Petrović, gre za eno osrednjih sodobnih srbskih avtoric. Ja, res je, zveni kliše, ampak glede na to, da se v slovenščino vendarle ne prevaja toliko mladinskih srbskih avtoric in avtorjev, lahko rečemo, da gre res za osrednje ime sodobne srbske mladinske in otroške književnosti. Rojena leta 60, v 90-ih pa je začela objavljati tudi lastna besedila, se pravi za otroke in mladino. Zanimivo je, da je študirala španski jezik in književnost v Beogradu, nekaj časa delala celo v marketingu, potem pa se je povsem posvetila otrokom. Se pravi, sodelovala v različnih projektih, ki spodbujajo tako imenovano bralno kulturo, se pravi, ki vzbujajo zanimanje za branje pri mladostnikih in otrokih. Bila je urednica številnih revij, naprimer National Geographic Junior v srbščini, bila je ena od začetnic projekta Ura kultura oziroma Hura kultura, ki pač spodbuja kulturne programe za mlade. Z društvom Krokodil, ki je morda poznano tudi širše kot društvo, ki se ukvarja s promocijo literature, tudi za odrasle, pa organizira tudi literarni festival za otroke Krokodil. V svojih romanih se pogosto ukvarja s temami, perečimi temami, ki zadevajo mladostnike in otroke, se pravi prijateljstvo, identiteta, spolnost, različne motnje, družbeno dogajanje. To nekako zelo spretno vse pretaka v književnost. Tudi v ta roman je uspelo kar spretno, mislim zelo spretno, pretočiti nekaj družbenih tem, pa tudi bivanjskih, ki so sicer lahko precej boleče. Pa bova o tem še malo pozneje, ravno kar sem zvedala, da ste soprevajalec tega romana, se pravi Poletje, ko sem se naučila leteti, tudi v španščino. Torej ga res dobro poznate. Naši bralci oziroma gledalci pa so se z njim lahko do določene mere seznanili že v filmski različici. Film je bil posnet, mislim, da leta 2022 in bil pozneje tudi nagrajen. Zdaj pa končno imamo tudi ta roman, ki je name naredil, moram reči, ker velik vtis in kljub že omenjenim težkim temam sem se kar zelo zabavala v branju. Pa začniva z njim nekako tako, kakšno mesto zavzema konkretno ta roman v avtoričinem opusu, gre za njeno najbolj uspešno delo ali morda ne, in pa v sodobni srbski književnosti. O tem pišete tudi v spremnem besedilu nekaj. Ja, zanimivo je res, da je slovensko gledalstvo, bralstvo najprej zgodbo lahko spoznalo v filmski obliki.
In če se ne motim, je ravno po premieri tega filma je avtorica gostovala na Slovenskem knjižnem sejmu, ko je bil objavljen slovenski prevod njenega romana 35 kalorij brez sladkorja, ki obravnava problematiko vprašanje anoreksije pri mladostnikih. In kar sem morda prej pozabil povedati, je res, da Jasminka se intenzivno druži z otroki, se pravi, nenehno hodi po knjižnicah, šolah in dejansko se vidi in tudi na knjižnem sejmu, se pravi, ti otroci niso zares poznali te avtorice, no. To je bil njen prvi roman preveden v slovenščino, gledali so njen film, ampak to je bilo res fascinantno opazovati, kako je sposobna navezati stik z otroki, kako se jim je sposobna približati, jih nagovoriti, kako so se res... In to res kaže, da ima nek čut za to, kaj otroke in mladostnike pritegne. Skratka, ja, ta njen roman, gre za njen predzadnji roman in je res lahko govorimo o najuspešnejšem njenem delu. Prejela je zanj številne nagrade, pa tudi druge, no. Poleg filmske adaptacije so lahko v Srbiji gledali tudi gledališko priredbo. In kar se tiče same srbske književnosti, pa ja, ne, se pravi, čeprav Jasminka že v nekih svojih prejšnjih delih načela vprašanje razpada bivše Jugoslavije, vojn, ki so ob tem vzniknile, pa je morda tukaj to temo najposredneje nekako obravnavala. In res, če so v drugih, recimo temu republikah bivše Jugoslavije, no, so te teme nekako, pa je tukaj Slovenija spet specifičen primer, mogoče o tem nekaj pozneje, ampak no, drugod po Bosni na Hrvaškem, recimo, da so te teme prej vzniknile, da so bile prej obravnavane v različnih medijih, pa tudi v literaturi, no, je Srbija imela nekakšen zadržek pri tem. Pač to najbrž lahko razumemo zaradi same dinamike 90-ih. In tukaj je pravzaprav Jasminka eden prvih takšnih romanov, no, pa zdaj govorimo o romanu za mladostnike ali tudi za odrasle, no, ki odpira to temo in se pravzaprav loteva na nek zelo premišljen, v bistvu, če pomislimo, je to zelo tak bister način soočanja s to tematiko, no, ker pač ja, nekako seže v to. Perspektiva deklice ji omogoča, da res popolnoma neobremenjene perspektive, ne, se pravi perspektive, ki jo ne zaznamujejo neki bodisi družinski miti, nacionalistični diskurzi, kakorkoli, ampak res to pravzaprav neko zvedavostjo, ki je načeloma nekaj pozitivnega, ampak ta zvedavost pa tukaj drezne v neko temačno preteklost, o kateri starejši pač ne govorijo, ker zdaj o njej niso sposobni govoriti, o njej nočejo govoriti, ker gre za travmo, v vsakem primeru, pač vsak se sooča s tem po svoje. No. Ko sem iskala malo pač članke o tem romanu po spletu, sem naletela na različne opredelitve tega, o čem pravzaprav ta roman govori. Nekateri pravijo, da govori o spravi, nekateri o pomiritvi. Sami ste postavili v središče medgeneracijski molk, ki pa se v bistvu posredno dotika še pač teh širših vprašanj. Kako bi vi opredelili ta medgeneracijski molk? S tem se strinjam, to je ena res pomembnih tem, ne? Mislim, seveda, če govorimo o spravi, pomiritvi, je treba najprej prekiniti molk. Ker ko pač deklica Sofija svojo babico Marijo pride na Hvar, njena babica je bila rojena na Hvaru, potem pa je pač v 90-ih se s Hvara odselila ravno zaradi razpada Jugoslavije in se po 20 letih pravzaprav vrača na Hvar, prvič pride tja. Ker se je poročila Srbom. Ker se je poročila Srbom, seveda, ja. In morda se Sofija, se pravi glavna junakinja, niti ne zaveda vseh teh nekih razlik prej, ko živi v Beogradu. No. Potem pa je to je nekako kar naenkrat predstavljeno, ne, v smislu pridemo na Hrvaško, zdaj pa nič cirilice, ne, se pravi tudi govor se razlikuje, ne, česar se pač ne zaveda, ker pač nima stika preprosto. No. In to se mi zdi nekaj, ne vem, kako je to v Sloveniji, no, ampak meni se zdi, da ta izmenjava Hrvaška-Srbija je včasih res ostaja v svojih balončkih. In v bistvu se pravzaprav ne zavedamo, v kakšni meri tako Hrvati kot Srbi, recimo, če zdaj ostanemo na primeru te dvojice, no, živijo z nekimi svojimi predsodki. Ne. Se pravi, če bom zdaj na Hrvaškem uporabil ekavico, ne, je to jasen znak, da sem iz Srbije in kaj se mi bo zgodilo, ne pretepli me bodo ali kakorkoli. In obratno velja za Hrvate. Se pravi, prečkanje te meje je nek osnovni korak, ki pa sploh omogoča to zbližanje. Ne. Se pravi, da se srečajo in pravzaprav ugotovijo, v čem so zdaj te napetosti, ne, in zakaj pravzaprav gre. In ja, in potem, ko pridete na Hvar, ne, pravzaprav Sofiji nihče ne pojasni,
kaj je s to družino, zakaj pravzaprav sploh ne ve, da ima širšo družino na Hvaru, kdo so ti ljudje, zakaj ve, da je bila nekoč neka Jugoslavija, ve, da je bil nek Tito, ki neki ga slavijo, nekateri ga prezirajo, ampak v resnici nihče se ne pogovarja z njo, razen nekih mimobežnih opazk, ne, in tako dalje. In pravzaprav, ko pa se še ne zdaj na koncu zaradi te tragične smrti tete Luce, pa pride do nekega zbližanja, no, in v bistvu se mi zdi tudi bistro prikazano to, kako pravzaprav, da onkraj teh nekih nacionalističnih oznak, no, je najprej ta nek človeški stik, ki pač privede. Se pravi, ona spozna te ljudi in ker so pač predvsem otroci, ne, nimajo morda toliko ozaveščenega tega, ti si Srb, jaz sem Hrvat, ampak se pač družijo, ker so otroci, no, in potem cela ta neka mitomanija pride pozneje in ko ti človeški obraz prilepiš na to mitomanijo, pravzaprav ugotoviš, da gre pravzaprav za neke mite, ki morda nimajo realne osnove v resničnosti. Se to mi je bilo zanimivo, ne? Ker po eni strani se potem sprašuješ, kje je možnost preseganja teh mej, ki so nastale, ne? In recimo temu, da svetla stran tega so otroci, ki so neobremenjeni z vsem in šele prek staršev nekako se dotikajo teh vprašanj delitve. Pri starejših pa je to večji problem, ne? Ker se potem vprašaš, ali je dejansko to delitev mogoče preseči šele na tej ravni posameznika in neke človeške bolečine, ki presega to bolečino oziroma to vrzel, ne? Ali so res sposobni stopiti čez te delitve, ki jih je naredila vojna, samo na ravni neke bivanjske bolečine, ne? Ali bi brez te smrti vse ostalo tako, kot je, ne, bilo? To je res dobro vprašanje, ker pravzaprav mi vidimo, da tako babica Marija kot njen brat Mate pravzaprav njima ni udobno v tej poziciji, ne. Ona dva, neka želja po stiku obstaja skozi cel roman, ampak vendarle gre ta neka, to je pa zdaj vprašanje, kako globoko se nam te diskurzi vsidrajo v možgane in v bistvu nam preprečujejo, da delujemo pravzaprav proti temu, kar čutimo, ne, kar je pač ljubezen med bratom in sestro, ne, in da se nam ta diskurs, pa ne samo diskurs, no, treba je tukaj poudariti, da je Matetov sin umrl v vojni, ob razpadu Jugoslavije, ne, in res je šele ta smrt na koncu jih je sposobna zbezati iz tega, da preseže to bolečino, ker tukaj gre za soočanje različnih bolečin, ne. Se pravi, kako zdaj smrt sina, kako zdaj, ki je umrl, pač predvidevamo, da so ga ubili Srbi, no? Kako zdaj potem sprejeti, da se je tvoja sestra poročila s Srbom. In zdaj, ampak sina ni več, sestra je še vedno tu, kako zdaj to pravzaprav sam sabo se pomeniti in ugotoviti. No? Ampak pri Jasminki se pravi, se mi zdi, da prav ta nek človeški, nek ta empatičen, nek čustven vidik ljudi kot biti nekako prevlada. No. In se mi zdi, da tudi če morda zdaj, to je gola špekulacija, no, ampak tudi če Luce ne bi umrla, ampak da bi recimo babica ostala samo še nekaj časa na Hvaru, glej ga zlomka, ja. Jaz mislim, da bi morda vendarle se tak stik zgodil. Verjetno, ja. Kaj pa mislite, gre pač za mladinski roman, čeprav sama se čisto ne strinjam s to oznako, pa bova o tem pozneje, ampak recimo, če pogledava zdaj slovenske najstnike, ne, njim je pa ta vidik jugoslovanskih vojen verjetno precej neznan in tudi slovenska literatura, kolikor se je ukvarjala z razpadom Jugoslavije, se je pretežni del, se mi zdi, da bolj posredno, ne. Dobro, ali se je osredotočala na osamosvojitev, ali pa recimo je ta vidik razpada Jugoslavije prišel posredno z vprašanjem izbrisanih ali pa beguncev v našo literaturo. Drugače pa mislim, da niti ne. Kako bo zaradi tega dostopen ali nedostopen roman Poletje, ko sem se naučila leteti slovenskim najstnikom? Tistim seveda, ki pač niso imeli tega stika. Ne? Ja. Mislim, meni se zdi, da pri trenutnih mladih, kar je recimo za mojo generacijo, ok, pa zdaj, ne bom govoril v imenu generacije, ne, pač kar je nek recimo čisto osebno, no, je bil ta diskurs druge svetovne vojne, ne. Dejte mi meriti to z drugo svetovno vojno in partizani in tabelimi in vse to, ne.
da je pa zdaj že za trenutne otroke in najstnike, da je pa ta diskurs v Jugoslaviji to, kar je bil zame. Dajte mi že mer s to Jugoslavijo, kaj imamo mi zdaj s tem, v resnici ne. In ni nekega, kar morda je to nek znak, da je ta tema presežena in ta argument bi lahko sprejel, če bi bila v slovenski literaturi temeljito obdelana. Ostaja pa zgolj na neki diskurzivni ravni, ne? Tako kot ste rekli. Pač v Sloveniji smo se s tem soočali posredno. No? Zdi se mi, da je bil en velik korak, ko je bila Vojnovićeva figa izbrana za maturitetno branje, da je tukaj ta tema res morda v najširšem možnem obsegu stopila v neko to mladostniško zavest. Ni se treba pretvarjati, to velja tudi za literaturo, za tako imenovano literaturo za odrasle. Ne? Recimo moja ena taka mala travma zadnjih 20 let je, da je eden boljših romanov slovenskih, res sodobnih, Sosičev Kruh prah, je šel povsem neopaženo mimo. Povsem neopaženo. In je eden tistih romanov, ki pa res poskuša nekako širše razumeti, no, se približati temu vprašanju razpada Jugoslavije in pravzaprav položaju in vlogi Slovenije pri tem. Tako da, jaz zdaj ne vem, v resnici nisem strokovnjak za literaturo za mladostnike, ampak meni se zdi, da pač ta roman bo predvsem tistim, ki bi pač morda zaradi filma bo doživel nekoliko boljši sprejem, predvsem pa tistih, ki pač jih bo nekaj zanimalo, no? Ki pač bojo nekaj slutili, da je neka zgodba pa tukaj morda vendarle ostaja še za raziskati, no? In prav zaradi tega, ker se o tem ne govori, morda bo spet nekomu pač, oziroma ker ni to prisotno v njihovem vsakdanu, da bo pa nekdo se vprašal, pa čakajmo, kaj pa je zdaj s tem, pa zakaj je pravzaprav to. In konec koncev pač seveda, to je pač zgodba, ki se mi zdi, nisem kot Jasminka pravzaprav vidi vlogo literature, ne. Ne gre vedno samo za konkretno zgodbo, ki je povedana, ampak tudi za to pravzaprav, kaj nam literatura da, ne. In ta njen opis odnosov in preseganje nekih družinskih travm, nacionalnih travm, kakorkoli, se mi zdi, da to, ko pač prebereš, morda si lahko potem apliciraš na nek čisto svoj konkreten primer, ki morda nima veze z Jugoslavijo. Je pa res, da je tudi ta najstnica, ne, Sofija je prikazana, oziroma Sofija, no, tako dobro, da se mi zdi, da in tako živo, tako res blizu današnjemu najstniku, da ta ne bi smel imeti nobenih težav pri identifikaciji, recimo temu, tako, kajti gre res za en kompleksen lik, ki po eni strani ponazarja, uteleša, bom rekla, vsa ta najstniška vprašanja, ne, skozi katera smo šli vsi, pa po drugi strani tu doživi praktično vse, ne. Gre na počitnice, na katere ne želi iti in kjer so najprej dolgočasi, potem spozna svoje neznane sorodnike, doživi smrt bližnjega, se doživljenjsko v narekovajih zaljubi in iz teh najslabših počitnic ostanejo najboljše, ne. Kako pa ste vi doživljali to perspektivo njeno, iz katere je pač roman grajen in kako se vam zdi, da določa celotno zgodbo? Ja, res je, pač to je res neka sposobnost, veščina, ki jo ima Jasminka, da so ti liki izredno živi, da si jih res lahko predstavljamo in ta najstnica, kot ste rekli, pač kompleksna v vsej svoji najstniškosti. Poletje iz Beograda je, kjer ima svoje urbane prijatelje, s katerimi bi lahko popoldneve preživljala na igrišču in pač internetu, jo pa zbašajo na avtobus z babico in mora na nek otok in neke ljudi tam, ki pač jih prvič vidi, spoznava in živi v neki počitnice preživljajo v neki razpadajoči hiši, vsi so nekam čudni, malo čudno govorijo, resno, no. Komarji, ja, babica smrči, spat mora v isti sobi kot babica, že to je, se mi zdi travma zase. Interneta ni povsod, tako je, ja. In pravzaprav je ta neka njena, recimo temu začetno nezadovoljstvo, no, pogojuje to perspektivo romana, ker pač pisano je kot nekakšen dnevnik, ki ni zares dnevnik, ampak beremo pravzaprav, vsako poglavje je večer, ko Sofija ne more spati in razmišlja, premleva o dogodkih preteklega dne. In to se mi zdi, da se pravi, res odpira možnost, da ona raziskuje. Pravzaprav ne gre samo za to, da zdaj
to se je zgodilo, ne, da gremo od dogodka A, B in tako dalje, ampak pravzaprav skozi to otroško perspektivo, najstniško perspektivo razmišljamo skupaj z njo. In da je prav zaradi tega, ker načina, kako je napisano, pravzaprav tudi mi gremo po teh istih poteh. Ne? Nismo potem kar naenkrat obremenjeni z vsem tem, kar vemo. Mislim, dobro, seveda, ne moramo se popolnoma oddaliti od tega, ampak še vedno je Sofija tista, ki vodi in diktira ta tempo, kako in na kakšen način bomo mi spoznavali ta svet, v katerem se je ona zdaj kar naenkrat znašla in kaj za vraga je sploh to. No? Predlagam, da prisluhnemo odlomku iz knjige, tako bodo poslušalci dobili malo boljši vtis o tem, o čem govoriva, malo bolj živo bo vse skupaj. Interpretirala je Maja Mol, no potem pa nadaljujeva s temle pogovorom. V časopisu so objavili slike kač, da bodo ljudje lahko prepoznali strupenjače. Babica je zgrabila časopis, da bi z njim potrdila svojo izjavo, a sta jo sosedi ustavili. Nikar nama tega ne kaži, nočem jih videti, niti na slikah. Prva soseda se obrne stran. Mare, nehaj že s tem. Tudi druga soseda odrine časopis od sebe. Človek, ki mi kosi travo, mi je rekel, da je pri tistem miru ob dvoriščnih vratih slepec, doli na njivi za hišo pa sta dve belouški. Nona Luce je ravno začela razpredati svojo zgodbo, ko sem jo prekinila. Kaj je mir? Mir je zid, odgovori babica in zapre časopis. Njenih kač nobena noče pogledati. Luce, ti veš, da je mojo sestro 3-krat pičila kača in 3-krat je dobila v bolnici proti strup. Ne govori mi o kačah, se mršči prva soseda. Moj ded pa bi skoraj izgubil nogo zaradi kače, se namršči tudi druga soseda. V nogo ga je pičila, radovedno vpraša babica. Ne, pičila ga je v roko, ampak on je nanjo vrgal kamen, kača je pobegnila, kamen se je odbil in padel dedu na nogo, pojasnjuje soseda. Kača je hudič, zmajuje z glavo prva soseda. Sestrica draga, plačala bom človeku, ki ti kosi travo, da pobije vse kače na vrtu. Babica stopi v akcijo. Njen vrat je že v plamenih. Mare moja, prepovedano je ubijati slepce in belouške. Nona Luce je mirna kot kip. Tudi jaz jih ne maram, a jih je treba pustiti pri miru. Človek je prišel na teren in ne one na človekovega. Kaj je slepec? Jih spet prekinam. To je kača, zrase celo do 2 metra, pojasni ena od sosed in to dopolni z rokami. In ta slepec živi pred dvoriščnimi vrati? Preverjam, ali sem dobro razumela. Ravno na tistem zidu sem včeraj rezala bršljan. Ja, slepec nam čuva hišo, odgovori Nona Luce. Pred kom jo čuva? Mi gre do vprašanja dobro od rok. Pred strupenjačami. Ko je on tu, si strupenjače ne upajo na dvorišče. Belouške pa čuvajo njivo. One lovijo miši in pantagane. Zdaj mi je jasno, po kom je mama podedovala ljubezen do narave. Kaj so pantagane? V tem pogovoru je veliko neznanih besed. To so podgane, pojasni druga soseda. Tukaj so tudi podgane, vprašam zgrožena. Stonoge se mi gnusijo, podgan pa se bojim tako, kot se babica kač. So, ampak ne tiste, ki živijo v mestih. Te tukaj so poljske, se oglasi zaščitnica narave. Ampak, a se te poljske podgane priplazijo tudi v sobo? Že vidim podgano, kako leze v mojo posteljo. Ah, ne, v sobo pride kvečemu kak polh, če najprej spleze na tisti mandljevec tam. Nona Luce z roko pokaže na drevo. Polh? Kaj je to polh? Nova uganka zame. To je najbolj čista žival. Je samo semena in mandeljne. Po videzu je nekje pol pantagane in pol veverice, ga opiše Nona Luce. Sestrica, jaz bi vse te beštije pokončala, porezala bi vse zelenje ob hiši in okoli hiše. In vse zemljišče do ulice bi zabetonirala. Tudi njivo, se začudi soseda. Tudi njivo, potem ne bi nič več šuštelo po tleh, je pribila babica in tokrat sem se v celoti strinjala z njo.
Vsaka žival ima svoje mesto v naravi. Če jih mi pustimo pri miru, bodo tudi one nas. Nona Luce ne odstopa od svoje ekološke teorije. Nato je soseda s polha prešla na hobotnico, ki se je njenemu možu najprej ovila okoli roke, nato pa okoli vratu in malo je manjkalo, pa bi ga zadušila. Malo zatem se je babica spomnila, da ji je, ko je bila še majhna, neki striček povedal, da je v Starograjski zaliv zašel morski pes, da je po njem krožil in ni našel poti ven. Na koncu pa je nekemu ribiču odgriznil nogo. Morskega psa so ujeli in ga ubili, in nato je mrtev ležal dneve in dneve v trajektnem pristanišču, ki pa ni bilo tu, kjer je danes, ampak v samem centru mesta. Nona Luce pa se je spomnila, da sta ona in njen pokojni mate nekoč, ko sta se s čolnom vračala iz manjšega zaliva, videla delfina. Zbala sta se, da jima bo prevrnil čoln, in sta raje skočila v vodo. Nazadnje pa sta plavala skupaj z njim, in to je zanjo eden najlepših dogodkov v življenju. Ljudje božji, a ste gledali poročila? Neko žensko je v Zadru udarila strela kar skozi mobi in jo vrgla na tla. Se je ena od sosed spet vrnila k črni kroniki. Ko je soseda omenila Zadar, sem si tudi jaz zaželela ponuditi svoj prispevek k temu srečanju. Meni pa je mama sporočila, da so nekaterim, medtem ko so se kopali, sneli z avtov tablice in jim razbili šipe. Ker na to zgodbo ni bilo nobenega odziva, sem nadaljevala. V nekem kafiču v Splitu so pretepli fanta iz Srbije. V trenutku je nastopila tišina, ali bolje molk. Sosedi sta začeli mežikati od nelagodja, babica pa je začela odnašati z mize prazne kavne skodelice. Prva je spregovorila Luce. Tablice kradajo tudi drugim fureštom, ne samo Srbom. Mularija jih ima za trofeje. Norce najdeš vse povsod, zmaje z glavo ena od sosed. Novinarji, pisarje vse mogoče, oni živijo od škandalov, jo dopolni druga soseda. Ah, nehajmo se vračati nazaj, stopimo raje naprej. Nona Luce me gleda naravnost v oči. Ja, tako je, prikimata sosedi, vstaneta od mize in odideta domov. Mislila sem, da se bo moja zgodba vključila med ostale, a se je obrnilo čisto drugače. Žal mi je, počutila sem se zares trapasto. Še vedno se tako počutim. Babica me poljubi na lase in ugasne luč. Spoštovani poslušalci, poslušate oddajo Literarna matineja. Tole je bil odlomek iz romana, ki je danes v središču naše pozornosti. Gre za delo Jasminke Petrovič. Polete, ko sem se naučila leteti, dobili smo ga v prevodu Klarise Jovanovič. Knjiga je šla pri založbi Malinc s spremnim besedilom našega današnjega gosta, Saša Poljareviča. Sašo, tale odlomek, ki smo ga poslušali v interpretaciji Maje Mol, nudi kar nekaj izhodišč za pogovor, ne. Po eni strani tu dobro vidimo ujetost odraslih v neke mreže strahov, izkrivljenih predstav o resničnosti, predsodkov, tabujev. Po drugi strani je iz tega odlomka odlično viden humor, ne, ki določa to knjigo. Pa imamo dobro viden tudi jezik, ki je spet svojevrsten, bom rekla, junak tega romana. Vidi se tudi, mogoče tega nisva dovolj poudarila, duhovitost pripovedovalke, ne, brez katere bi bil in lucidnost, ne, brez katere bi bilo tega humorja bistveno manj, ne. S čem bova začela? Z jezikom, s kompleksnostjo likov? Lahko z jezikom. Ja, se pravi, to gre za to neko razliko, ki je vidna pravzaprav takoj, no, ko prideta na Hvar. In to gre, se pravi, tam govorijo bodulsko, tako imenovano, no? To je narečje nekaterih jadranskih otokov, hrvaških. Če se ne motim, ga je prevajalka v slovenščino prevedla v pogovorni jezik slovenske Istre. In to je seveda takoj, to takoj povzroči neke kratke stike, ki ponujajo dobra izhodišča za razplet zgodbe, no.
In tu se mi zdi takšen res dober primer tega, kako premišljeno pravzaprav Jasminka pripoveduje. Ne? Ker začnemo z neko zgodbo, ki jaz mislim, da si jo lahko vsak predstavlja. Vsak. No. Mnogi med nami so najbrž si lahko preslikajo neko svojo izkušnjo nekih starejših gospa, ki pripovedujejo in modrujejo o svetu in naravi stvari in človeka. Predvsem skozi perspektivo Črne kronike. Tako, to je zelo ena taka pomembna tema, ja, se strinjam, ne, in v resnici gre za to, Sofijino, ne, posluša, potem je pa rada sodelovala v pogovoru, ne, in potem pač pove to, kar ve in to, kar je slišala, ne, in v bistvu nima tega zavedanja, da to pa morda je, tukaj pa zdaj prestopimo Črno kroniko in vsakodnevne dogodke, ne? In da regnemo v nekaj resničnega. Ja, nekaj bolj bolečega, tudi konec koncev. In kako nas pravzaprav spelje. In prav zaradi te perspektive deklice se mi zdi, no, da tudi mi, ko beremo, se šele tam zavemo, da tukaj se pa zdaj nekaj zgodi. No? In jezik se mi zdi, da je odlično služi avtorici tudi kot sredstvo neke posredne karakterizacije, skozi katerega se kaže tudi kompleksnost teh likov, ki so mestoma rahlo karikirani tudi zaradi pripovedovalke. Ne. Babica je označena kot glavna igralka. Nona Luce je tak bolj spraven človek in vedno se obrne bolj na svetlo plat. Pa tako, no. Ste tudi vi to tako doživljali? Ja, vsekakor, no. In res je, morda tukaj, no, verjetno določene stvari se pač izgubijo v prevodu, zaradi tega, ker srbščina in hrvaščina sta vendarle tako blizu, da je to prehajanje bolj prosto, no, in se vidi pri Mariji, ne, ki zdaj že 20 let živi v Beogradu, no, kako postopoma pravzaprav se potem ona vrača, kako so te neke jezik urbane gospe, ki jo karakterizira, absolutno, ker ona je šefica, ne, ona bo poskrbela za vse in tako bo, kot ona reče, nič drugače. No, pa potem, ko pač pride na Hvar, ne, pa počasi potem ta njen pravzaprav materni jezik, ne, se začne prebujati in skozi pripovedi tega potem vse več. In seveda tudi potem ta neka lokalna obarvanost se mi zdi, da zdaj ne vem, je to prav ali ne, no, ampak neka narečna obarvanost se mi zdi, da že samo po sebi doda nek humorni vložek. No. Po drugi strani pa tukaj Luca, ja, seveda, ki je pa nek lik, ki to je morda značilno tudi za Jasminko nasplošno, da ima neko afiniteto do podeželskega okolja oziroma zelo kontrastira nek hiter tempo mesta, nekega življenja v mestu, ki pač zahteva konstantno dirko, če temu tako rečemo, in nekega podeželja, ki pač morda čas teče nekoliko počasneje, pa zdaj je to dobro ali ne, drugo vprašanje, no, ampak ki pač dejstvo pa je, da teče počasneje in tukaj potem omogoča morda več manevrskega prostora za razmislek in obravnavo različnih tem. No. Samo še, kar se glede humorja ste me vprašali, je pa poleg vseh teh nekih domislic jezikovnih in drugih je pa ogromno neke situacijske komike, ampak je spet, ne deluje nerodno, no, ampak je v dani situaciji, se mi zdi, da so nam torej znane situacije, no, in pride iz čiste situacije nek tak naraven humor. Se strinjam. Tole sem vas še želela vprašati, knjige, ne? To ste sicer že v začetku pogovora omenili, da je velika promotorka branja, ampak nisem še brala knjige, ki bi tako nevsiljivo promovirala branje. Ne? In to ne z nekimi puhlicami, temveč z konkretnimi situacijami in s tistim, kar nam doživetev branja dejansko lahko ponuja. No? Ja, res je, to je tudi ena tem, kateri se Jasminka Petrovič konstantno vrača v svojih delih. In zanimivo je tukaj, ne, ker Sofija ni neka, je bralka, no, ampak ne pride zdaj na Hvar s kupom svojih knjig, ampak pravzaprav raziskuje to neko domačo knjižnico tete Luce in pravzaprav zelo neselektivno bere. Ne. In potem imamo pa glavno igralko, babico Marijo, ki pravi, ne, to pa ni zate, to pa ne vem kaj. Ne. In se mi zdi, da prav ta nek pogled pravzaprav svobodnega branja, se pravi, da ker pač
ko gremo čez institucionalizirano šolstvo, je predpisano, kaj se bere, kako se bere, kaj so klasiki, kaj niso klasiki, kaj je kvalitetno, kaj ni. Tukaj pa pravzaprav neka ta popolnoma zvedavost, ki vodi Sofijo, pa tudi dolg čas, treba je priznati, ker na Hvaru ni zdaj tam veliko za početi, ne? In pravzaprav jo potem pripelje do različnih zgodb, ki pač jih potem ona nekako, v katerih pa najde nek smisel oziroma nek prostor zase. No. In to je seveda tudi naslovna metafora letenja. Ne. Imamo tukaj nekaj to paratekstualno navezavo na roman Neskončna zgodba. Ne. V to zgodbo nekako Sofija se ji začne mešati to, kar prebere, s tem, kar sanja in potem pravzaprav raziskuje različni liki, se začnejo prepletati z liki iz njene resničnosti in ta neka perspektiva zdaj, jaz sem to tako razumel, lahko pač o letenju tudi še kaj rečeva, no? Ampak ta neka perspektiva od zgoraj, ptičja perspektiva, ki pravzaprav res omogoča nek drug pogled na situacijo, ki je morda, zdaj ne bom rekel, da je pravilnejši ali pa kakorkoli boljši, no je pa drugačen, ker pač ni zamejen z nekimi individualnimi pogojenostmi. Se mislim, da je v bistvu ravno to avtoričin namen, ne presojati, kaj je bolj pravilno, kaj je bolje in kaj je slabše, ampak morda samo pogledati na stvari še iz drugačnih perspektiv, včasih tudi malo bolj oddaljenih, ne, kot to vidi ptica. Ne. Ja, se popolnoma strinjam. No. In res prav to se zdaj vračamo zelo k osnovnim izhodiščem, no, kaj sploh literatura nam ponuja, no, ampak res to bo zdaj zvenelo banalno, ampak vstop v neke druge svetove, ki pač nam lasten svet pokaže malo drugače. No. Ker v bistvu ona tudi nastavi zrcalo odraslim, ne, seveda tudi najstnikom, ne, ampak didaktičnosti pa v njenem pripovedovanju ne bi mogli najti, no, ali kakršnega koli moraliziranja. No. To se mi zdi tudi ena izmed velikih kvalitet tega pisanja. Absolutno, ampak meni se zdi, da to izvira iz tega, da pač res jemlje otroke in mladostnike kot polnokrvna bitja z vsem, kar jim pritiče. V nobenem trenutku jih ne podcenjuje. Ne gre za, seveda je treba določene vsebine predstaviti drugače, ampak se pravi, jih razume kot misleče ljudi, ki so sposobni, seveda na svoj način, se soočati z okoljem, ki jih obdaja in z družbo, ki jih obdaja. In se mi zdi, da prav zaradi tega potem pač ne postane didaktična, ker ne zavzema te pozicije odrasli vemo bolje in vam bomo zdaj povedali, kako je, ampak v bistvu odrasli imamo več informacij, ker pač smo dlje na svetu in smo že več doživeli, medtem ko vi, ki pač recimo temu, da spoznavate, pa pač na te stvari gledate drugače. Ne? In je pravzaprav ta neka perspektiva, ki jo spet obrne, prav ta drugačnost, no, se mi zdi ena boljših kvalitet. No? Da to je nek trik, s katerim se izogne didaktičnosti. In je v bistvu bi bila osvobajajoča tudi za odrasle, če bi znali kdaj tako pogledati, se mi zdi. Absolutno. Zdaj, kot ste rekli, roman nastavlja ogledalo tudi odraslim, ker pač te odrasli liki so vse prej kot popolni in pravzaprav, ker meni se zdi, da zdaj ne vem, kakšna je situacija v Sloveniji, no, ampak na Hrvaškem, v Srbiji in drugod se mi zdi, da takšnih zgodb, ko so odrasli morali reagirati na neka povpraševanja otrok, ne, kaj pa zdaj to, kdo pa je stric, zakaj se ne družimo več z uno teto, ne vem, kako to, da se jaz pišem tako in tako, no pa nazadnje tudi v Sloveniji, definitivno. Da ta roman pravzaprav je neko čtivo, ki bi ga lahko brali tudi v smislu, kako pravzaprav odgovoriti na vsa ta vprašanja. Ker, bomo ohranjali te neke mite in diskurze, ki smo jih pač bodi si pridobili ali so nam jih privzgojili, ali pa bomo vendarle pač zavzeli to neko drugo perspektivo človečnosti. Se strinjam, pa bi se strinjali potem s tem, da to ni zgolj mladinski roman. Sama sem ga označila za bolj transgeneracijskega, no? Ja, vsekakor. Mislim, jaz imam vsekakor težavo s tem, kaj pravzaprav je mladinski roman. Ker če pogledamo, kaj berejo srednjošolci, so to večinoma tako imenovani romani za odrasle. Ne? In se mi zdi, da včasih obstaja še vedno nek tak predsodek do tako imenovane literature za mladostnike, no? Najstniške literature, kakorkoli. Ampak ja, definitivno, če gre za kakovostno delo, prav nobenemu odraslemu ne bo škodilo, če ga prebere. Ja, se strinjam. Ja, Saša Poljarević
predlagam, da na tem mestu skleneva ta pogovor, da bo še kaj ostalo za bralce knjige. Hvala za obisk v studiu. Hvala vam za povabilo in odlično izhodišče. Spoštovani poslušalci, vam pa se zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili tokratni oddaji Literarna matineja. V njej smo vam predstavili roman Jasminke Petrovič Poletje, ko sem se naučila leteti, ki smo ga dobili v slovenskem prevodu Klarise Jovanovič, spremno besedo našega današnjega gosta Saša Poljareviča. Knjiga pa je izšla pri založbi Malinc. S Sašom Poljarevičem sem se pogovarjala Tina Kozin, za tehnični del oddaje je skrbel Vladimir Jovanovič, izbrane odlomke pa je brala Maja Mol.